Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Tokrat se mi je pridružil odvetnik Marko Zaman, ki bo kasneje z njegove plati predstavil to, kar smo v združenju po dolgotrajnem in tehtnem razmisleku našli kot primerno rešitev za ohranitev vrednostnih papirjev imetnikov po kar se da nizkih, ugodnih pogojih oziroma kar se da razumnih stroških. Želeli bi seveda, da bi akterji poskrbeli za to, da bi lahko 240 tisoč imetnikov registrskih računov, kot jih je po naši oceni, po poročanju medijev, še v tem trenutku, ohranili vrednostne papirje brez stroškov. S tem v zvezi smo v zakonodajnem postopku izdatno sodelovali, tudi uspeli z nekaterimi predlogi amandmajev, predvsem z vidika tega, da se je sam rok ukinitve podaljšal s prej predvidenega konca septembra, kot velja za pravne osebe, tudi podaljšal do 1. januarja leta 2017, ko tudi fizičnim osebam prenehajo registrski računi oziroma bo klirinško-depotna družba pričela s postopkom ukinjanja. Teh 240 tisoč registrskih računov pomeni približno 1,5 milijarde evrov. V glavnem in v največji meri izhajajo iz lastninskega preoblikovanja, torej iz certifikatskega lastninjenja, ki ga je Republika Slovenija sprejela kot primerno rešitev samih postopkov lastninjenja oziroma spremembe družbeno-ekonomske ureditve v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Kot rečeno, v združenju smo ves ta čas proaktivno sodelovali v zakonodajnem postopku, vezanem na Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ter poleg podaljšanja roka za fizične osebe uspeli doseči tudi to, da je za večino primerov, vsaj manjšinskih delničarjev, tudi sam prenos na sodni depozit, ki se utegne zgoditi, ukolikor ne bodo odprli trgovalnih računov, ali pa se priključili delniški opori, ki jo ponuja Vseslovensko združenje malih delničarjev, ne bo predstavljalo stroškov, kot je bilo sprva zakonom sicer predvideno. Hkrati pa nam je uspelo tudi pri tem z amandmajem, da se sami stroški vodenja računa omejijo na največ 0,5% same vrednosti portfelja. Žal, borzno-posredniške družbe in banke v veliki meri tega ne upoštevajo in iščejo načine, kako, in so našle načine, kako z drugačnimi, v bistvu iz zraka potegnjenimi tarifami, seveda iz naslova že obstoječih samih računov za trgovanje z vrednostnimi papirji, pa tudi teh, ki jih ljudje še odpirajo, ustvarjajo nesorazmerno visoke donose oziroma dobičke. V tem času smo bili priča tudi številnim manj mamljivim ponudbam, ki pa v veliki meri pogosto skrivajo tudi skrite stroške, ki se bodo pokazali šele v nadaljevanju. Pa naj si bodo iz naslova vodenja računov, kakšnih drugih tarif, kakor tudi eventualno davčnega vidika v primeru, da bo šlo do preoblikovanja obstoječih delnic, ki jih delničarji imajo v kakšen drugačen produkt oziroma kakšne druge delnice. Kar zadeva same predstavitve tega, kar je po, kot rečeno, tehtnem in temeljitem razmisleku skladno z vsemi zakonskimi določbami pripravilo združenje, imenujemo delniška opora. Delniška opora kot zelo primeren način tudi predstavitve same kratice. Osebno, preverjeno, odgovorno, racionalno in aktivno. Zakaj gre? Vsem imetnikom vrednostnih papirjev na registrskih računih ponujamo, da jih brezplačno prenesejo
na fiduciarni račun pri odvetniški družbi. Takšen fiduciarni račun je varen pred vsakršnimi morebitnimi zahtevami kakršnihkoli morebitnih upnikov. Gre enostavno za račun, kjer vsak imetnik ohrani svoje iste delnice, kot jih ima, in iz njih uživa vse pravice, kot bi jih sicer imel tudi iz naslova trgovalnega računa. Poleg tega združenje z delniško oporo ponuja ne samo najbolj racionalne, minimalne stroške, ki izhajajo zgolj iz obstoječih tarif klirinško-depotne družbe, v primeru morebitnih prenosov stroškov, ki so povezani s prenosom na člana, torej na borzno-posredniško družbo ali na banko, pač pa poleg tega seveda zagotavljamo tudi neposredno aktivno skrb za vrednostne papirje iz naslova uresničevanja pravic, tako z vidika udeležbe na skupščinah, glasovanj na skupščinah, morebitnih napovedovanj izpodbijanj ali drugih postopkov, pa tudi same postopke, ki jih v primeru, da se delničar ne bi izrecno strinjal z njimi, seveda peljemo brezplačno. Se opravičujem. Torej, vse tisto, kar je vključeno v takšno ponudbo, je usmerjeno v zgolj eno željo in interes in cilj, ki ga zasledujemo. Da v Republiki Sloveniji ostane čim več manjšinskih delničarjev. Želeli bi si, da vsi, prepričani smo, da bi akterji in udeleženci na finančnem in kapitalskem trgu s tem v zvezi lahko storili več, pa žal za to ni bilo dovolj posluha, tudi ne na ravni, ko se je implementiralo recimo evropske direktive in določila, ki so povezana s temi vprašanji. Glede na specifiko slovenskega lastninjenja in kapitalskega trga bi bilo brez nadaljnjega moč pri tem najti vsaj odlog ali pa kakšno blažjo, ustreznejšo rešitev, kot pa to, da trenutno tudi ponovna novela zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih prinaša dejstvo, da bodo ti papirji prej ko slej pristali pri državi oziroma pri Slovenskem državnem holdingu. Da gre za neke vrste ponovno nacionalizacijo in apetite iz tega naslova, kot rečeno, za večino vrednostnih papirjev, ki izhajajo ravno iz lastninjenja in iz certifikatov, je seveda, milo rečeno, neprimerno in neokusno. Po našem predlogu bi morali v takšnem primeru, ko gre za sodni depozit, ti pripasti vsaj izdajateljem, torej družbam samim, ali pa omogočiti s postopkom, kot smo ga predlagali, samo kapitalsko izboljšanje omenjenih družb. S tem v zvezi velja dodati, da ne samo iz naslova ponovne nacionalizacije in prenosa teh vrednostnih papirjev na državo, pač pa tudi z drugimi določili in postopki povezanimi z samo nujo in neke vrste ustvarjanjem panike za odpiranje trgovalnih računov, želijo udeleženci na kapitalskem trgu očitno priti do dodatnih zaslužkov iz tega naslova. Kar ponuja Vseslovensko združenje malih delničarjev, ne predstavlja nikakršnega zažiranja v obstoječe vrednostne papirje oziroma v obstoječe imetje iz tega naslova samih imetnikov, torej malih delničarjev. In tisti stroški, ki so povezani z vsem potrebnim za to na skupnem fiduciarnem računu, so seveda minimalni in neprimerljivi z katerokoli drugo ponudbo, ki jo je moč ali ki bi jo utegnili zaslediti na trgu. Še enkrat, zasledujemo zgolj interes, da ohranimo čim večje število manjšinskih delničarjev, ter da tudi iz naslova njihovih delnic zagotovimo boljše upravljanje družb, boljše donose iz naslova dividend in vse tisto, kar je v smislu uresničevanja pravic toliko lažje tudi na ta način. S tem v zvezi smo pripravili splošne pogoje zastopanja, ki bodo javno objavljeni danes. Pripravili smo tudi zelo jasno razpredelnico vseh
nadomestil oziroma stroškov, ki utegnejo nastati samemu imetniku. Sam postopek pa je sila enostaven. Imetnik mora zgolj izpolniti pristopno izjavo v samo delniško oporo in dati nalog klirinško-depotni družbi za prenos delnic na poseben, varen fiduciarni račun pri odvetniški družbi. S tem v zvezi bi seveda želel pozvati, da se vsi, ki razmišljajo o najprimernejši rešitvi, obrnejo na združenje. Mi z jutrišnjim dnem ob 9. zjutraj pričenjamo z vsem potrebnim za samo delniško oporo, tako z informacijskim centrom, kot tudi že z možnostmi izvajanja samih prenosov vrednostnih papirjev in vsemi pojasnili, ki bi s tem v zvezi utegnila delničarje imetnike zanimati. Že v teh dneh smo deležni številnih klicev, predvsem neukih delničarjev, in prepričan sem, da bomo brez nadaljnjega temu kos in jim vsaj dali ustrezne informacije. Pričakovali bi pa seveda, da bi zato, če se že podstopajo takšnih radikalnih posegov, v bistvu nacionalizacij in razlastitev, za to poskrbela Republika Slovenija in vzpostavila in podala vsaj ustrezne informacije s tem v zvezi. Žal jih ni. Združenje, ki deluje na popolnoma neprofitni osnovi, se je tudi s temi vprašanji, kot rečeno, v zakonodajnih postopkih, že na ravni Evropske unije, direktiv, pa v Republiki Sloveniji in samo pri izvedbenih vprašanjih s tem ukvarjala. Tudi očitno breme informiranja delničarjev pade na nas. Mi se tega seveda veselimo. Na drugi strani, ker je jasno naše poslanstvo, da ustrezno delničarje tudi informiramo, karkoli se bodo že odločili. Po drugi strani pa seveda bi pričakovali, da bi bilo s tem v zvezi in z ukinjanjem registrskih računov manj zavajanj, manj poskusov, da se iz tega naslova dodatno okoristi, predvsem, ko govorimo o finančni, tako imenovani finančni industriji, in da bi seveda za to poskrbeli in nenazadnje tudi pristojni, ki so v to stanje, kakršno je danes, pripeljali. Naš odgovor pa je zopet konstruktiven in prepričan sem, da bo veliko število delničarjev pripoznalo in ugotovilo, da je to najboljša, najbolj racionalna možnost za ohranitev njihovih istih vrednostnih papirjev, kakor jih imajo, z ohranitvijo vseh pravic, ki iz njih izhajajo, torej od dividend do glasovanj na skupščin in vsega ostalega. Pa naj bo dovolj za ta dokaj izčrpen uvod. Bi seveda želel, kot rečeno, predati besedo tudi odvetniku Marku Zamanu, ki bo iz naslova fiduciarnega računa seveda opravil vse tisto, kar je z vso kredibilnostjo s tem v zvezi potrebno. Prosim. Ja, hvala lepa. V bistvu ste več ali manj vse povedano, ampak kar je ključno, saj pač vloga odvetnika v tej zadevi je dejansko ta, da pač nudi fiduciarni račun, kar pomeni, da vsi imetniki delnic, ki bodo pač naredili prenose na fiduciarne račune, na fiduciarni račun bodo pač te delnice ohranili. To bo en fiduciarni račun, kar pa ne pomeni, da bo to zdaj neka združenja delničarjev, neke povezave med delničarji, ne gre samo za to, da v bistvu kot odvetnik, skladno z pač zakonodajo, imam pravico do fiduciarnega računa. In ideja je, da v bistvu vsi te imetniki delnic torej ohranijo te svoje pravice in ko bodo želeli pač izstopati, ko bodo želeli delnice prodajati, bo pač enostavno dali naloge skladno z dogovori, ki bo imeli z vse slovenskim združenjem malih delničarjev in pač iz tega izstopali delnice pač prodali oziroma jih prenesli na svoj trgovalni račun. Tako da toliko nekako na kratko, de facto je pa tudi, potrdim lahko to, da ta fiduciarni račun je ločen od seveda ostalih transakcijskih računov in je pač enako kot fiduciarni transakcijski račun na račun strank. In seveda ne upniki VZMD, ne vem, gospoda Verbiča osebno, moji upniki odvetniške pisarne,
ta račun pač ne morejo posegati, kar pomeni, da pač ostaja račun stranke. To mogoče več, pa če bi pač imel kdo kakšno vprašanje. Ja, v tem primeru bi kar povprašal, če je morda kakšno vprašanje. Koga konkretno vidite, kdo bi moral informirati javnost, agencija za trg vrednostnih papirjev, ali kdo, ko ste rekli, Republika Slovenija? Vsi deležniki, predvsem pa tisti, ki so z samo zakonodajo pripeljali v razmere, v katerih se, kot rečeno, na nas pravzaprav panično, v zbeganosti, ob številnih ponudbah, ki jih prejemajo, v vseh pravzaprav možnostih, ki jim jih predstavljajo, predvsem borzno-posredniške družbe, banke in ostali člani klirinško-depotne družbe, udeleženci na kapitalskem trgu s tem v zvezi. Tako da vsi ti, ne nazadnje, so ob naših nenehnih opozorilih pravzaprav na sam kapitalski trg vnašali paniko. Kdo konkretno se pa lahko našteje? Vse sem jih naštel. Jih bom naštel pa še enkrat. To so borzno-posredniške družbe, banke, drugi udeleženci na kapitalskem in finančnem trgu. Ne nazadnje pa tudi, če omenjate institucije, kot so Agencija za trg vrednostnih papirjev, klirinško-depotna družba, ki sicer je, to nas veseli, poslala obvestila, sami imetniki so jih prejeli včeraj oziroma v zadnjih dneh. In brez nadaljnjega bi vsaj na ravni informacijskega centra strani Republike Slovenije lahko bil za to pristojno bodisi gospodarsko ministrstvo, bodisi finančno ministrstvo ali kdo drug, morda urad za informiranje. Skratka, brez nadaljnjega bi moralo biti teh 250 tisoč imetnikov, ki še imajo registrske račune, ustrezno obveščeni in predvsem obveščeni o tem objektivno, kakšne imajo možnosti. Do tega ni prihajalo, razen z, to si upam trditi in zagotoviti, z izdatnimi prizadevanji, pa tudi obveščanjem javnosti strani združenja. In ravno zato se nam dogaja, recimo v zadnjih dneh, da prejemamo klice ne samo od imetnikov, ampak jih na nas napotujejo celo tisti, ki bi pravzaprav pri tem morali sami poznati okvire in možnosti, recimo banke, na katere se ljudje obračajo, pa jih seveda usmerjajo na nas. Zdaj v tem momentu so seveda naši telefoni, razen mojega, izklopljeni, drugače bi imeli pa priložnost slišati, da so to nenehno klici ljudi, ki so zbegani, zaskrbljeni in jasno nimajo ustrezne predstave, kako jim je ravnati. A to je storitev za fizične osebe ali tudi za pravne? Mislim, da ciljate tle tudi za mogoče kakšno pravno osebo? To je namenjeno vsem, ki so zgolj imetniki v tem momentu registrskih računov in katerih delnice bodo prešle na Republiko Slovenijo, kolikor jih ne bodo prenesli na trgovalne račune ali v kakšno drugo shemo, ali k čemur seveda bi želeli apelirati mi, pod najbolj racionalnimi pogoji v delniško oporo pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Kar zadeva pravne osebe, je potrebno izpostaviti, da se za njih čas izteka že za 1. oktobrom. Mi seveda pri pravnih osebah ne računamo na kakšen odziv, to brez nadaljnjega niso tisti, na katere mi primarno našo ponudbo naslavljamo. Naša ponudba je seveda naslovljena predvsem dejansko na majhne delničarje, na tiste, ki se jim sicer ne bi splačalo, za katere ne bi bilo racionalno imeti računa oziroma ohraniti vrednostnih papirjev. To pomeni za tiste, katerih recimo vrednost portfelja je manjša od 1000 evrov in seveda je res vprašanje, koliko bi bilo rentabilno in koliko časa bi, preden se dokončno zažrejo sami stroški vodenja računov, recimo pri borzno-posredniških družbah, vse
vse, kar imajo v imetništvu, seveda tudi pojedlo. Tako da s tem v zvezi je to solucija, ki je namenjena vsem, za katere bi sicer ne bilo smotrno, racionalno ohraniti samega trgovalnega računa. Teh je pa po naši oceni od omenjenih 240 tisoč približno 110 tisoč takšnih, za katere je seveda iz vidika racionalnosti kakršnekoli druge od ponudb, ki so prisotne, ohranjati vrednostne papirje. Mi seveda ocenjujemo to kot veliko škodo. Ti ljudje, ko se bodo enkrat poslovili od kapitalskega trga, jih verjetno nazaj več ne bo. Mi vidimo številne možnosti pri tem, tudi v možnostih raznih shem za stimulacijami ali iz naslova morda pokojninskih varčevanj, druge vrste varčevanj, kjer bi lahko seveda spet Republika Slovenija z ustreznimi rešitvami poskrbela, da na eni strani dvigne likvidnost na kapitalskem trgu, kar blagodejno seveda učinkuje na celotno gospodarstvo in ekonomijo in kapitalski trg, in na drugi strani seveda prinaša večje, boljše donose samim imetnikom vrednostnih papirjev, s tem dviguje tudi interes za njih, ne samo v domovini, pač pa tudi v tujini, ko se pogosto govori o želji po tujih investitorjih in po dodatni kapitalizaciji ali obstoječih gospodarskih družb ali vzpostavljanju novih. S tem v zvezi naj dodam tudi to, da imamo pri delniški opori, pri teh prizadevanjih združenja že ves čas oporo tudi pri sorodnih združenjih v tujini, jasno pri Evropskem združenju investitorjev in porabnikov finančnih storitev kot edini tovrstni instituciji na evropski ravni, za člani v vseh državah članicah, hkrati pa seveda tudi pri Svetovni federaciji investitorjev. Iz tega naslova seveda je združenje tudi iskalo vse možne rešitve in dejansko to, kar ponujamo, smo prepričani, da predstavlja tisti minimum, ki je potreben za funkcioniranje, ker to vendarle je del kapitalskega trga, vendarle bo potrebno plačevati vse tisto, kar sodi tako iz naslova klirinško-depotne družbe, kot eventualno ostalih transakcij, kakor tudi iz naslova obdavčitev z vidika dividend in podobno. Vse te zadeve so identične, hkrati pa, kot rečeno, z fiduciarnim računom minimiziramo stroške samega vodenja, hkrati pa delničarji ohranjajo svoje delnice in vse pravice iz njih. Zato je to tisti minimum, ki nima, kot rečeno, za cilj drugega kot to, da čim več delničarjev dejansko ostane malih delničarjev oziroma ohranijo vrednostne papirje. A ste vi ta hip pač seveda opozorili ste na težave, s tem, da biti noben ne informiral zares, ampak a se lahko recimo zdaj nekdo obrne na vas pa reče, kaj sploh ima, verjetno so tako vprašanje, imam še enkrat vrednostne papirje, pa ne vem, koliko so sploh vredni, kaj z njimi početi. A je potem to tukaj zajeto to posredovanje spise za evidence za 5 evrov, verjetno je to? Ne, ta postavka... Kje sploh zve, kaj ima, ta hip? To sta zdaj dve ločeni vprašanji. Tisto je druga postavka, vezana na samo delovanje delniške opore kot sistema in evidence v okviru vzpostavljene sheme. Medtem ko je na drugi strani to vprašanje za klirinško-depotno družbo. Vsak imetnik lahko dobi informacijo o tem, katere vrednostne papirje ima pri njih. Mi pa smo seveda naslovili tudi na klirinško-depotno družbo že vprašanja, ki se v veliki meri seveda zgrinjajo tudi k nam, in sicer koliko sploh je vreden njihov portfelj. Tako da v pravzaprav prihodnjih dneh pričakujemo tudi ta odgovor strani klirinško-depotne družbe, kajti oni ravno po teh njihovih vrednotenjih potem tudi izvajajo svoj tarifni sistem, zato je toliko bolj pomembno tudi za nas, da dejansko s tem v zvezi za vsakega individualno lahko ugotovimo, kaj je tisti res minimalni strošek, ki ga bo seveda združenje iz tega naslova zaračunalo imetniku, ker ga bo moralo poplačati tudi samo
ob jasno svojih obratnih stroških, ki pa še enkrat niso namenjeni temu, da bi se ustvarjalo kakršne koli donose iz tega naslova. Kako je ocenjeno teh milijarde in pol? To so podatki uradnika? Ne, to so podatki, ki izhajajo iz grobe ocene tega, kaj je pravzaprav v celotnem obstoječem lastništvu, ki ostaja na teh omenjenih 240.000 registrskih računih v tem trenutku oziroma v tem času, ko so seveda tudi še nekatere pravne osebe vključene in prisotne. Tako da kakšno bo stanje kasneje je seveda drugo vprašanje. Nihče v tem momentu niti ne pozna odgovora, koliko je pravzaprav tistih imetnikov registrskih računov, ki so sploh še, da se tako izrazim, dosegljivi, skratka, ki jih je moč doseči. No, ni samo ali so živi ali pa so še dosegljivi, marsikdo se preseli. Mi se praktično dnevno srečujemo s temi situacijami na združenju, ko je enostavno imetnike vrednostnih papirjev nemogoče najti. Recimo konkretno v primerih, ko gre za iztisnitve, kjer za delničarje uspemo v večini primerov in postopkov, ki smo jih sprožili v primeru iztisnitev oziroma razlastitev, doseči za delničarje dodatne denarne odpravnine, se praviloma dogaja, da se nekje 10% ali pa celo do 20% teh delničarjev ne samo ne javi, pa jih čakajo denarna sredstva, dobijo ta obvestila. Pogosto, ko gre za večje zneske, jih iščemo tudi potem preko registrov in podobno in izkaže se, da jih je, kot rečeno, vsaj 10% dejansko nemogoče najti. Kateri pa prevladujejo med njimi? Kateri vrednostni papirji? O čem zdaj sprašujete? Pri 240.000 je enostavno ogromno vrednostnih papirjev, za katere seveda izhajajo sami iz lastninjenja, torej ko so recimo delavci ali njihovi sorodniki vlagali lahko v podjetja, v katerih so, takih je večino primerov, medtem ko po sami vrsti vrednostnih papirjev so to zelo raznoliki, praktično vsi obstoječi vrednostni papirji, pri čemer seveda morate vedeti, da je v manjšem deležu so seveda tisti, ki so tržni, recimo najbolj tržni in najbolj likvidni, medtem ko na drugi strani pa kaže izpostaviti tudi še eno kategorijo, torej male delničarje iz naslova tako imenovanih pooblaščenih investicijskih družb. Tudi teh je še nekaj ostalo v obliki holdingov, v katerih je tudi v posamezni, recimo po več kot 30.000 imetnikov, za katere pa zopet sama vrednost portfelja posameznika ne opravičuje, da bi s temi delnicami naredili karkoli drugega kot ali jih prenesli v delniško oporo pri združenju ali pa seveda pustili, da gredo na sam sodni depozit, ker bi vsako drugačno ravnanje za njih brez nadaljnjega predstavljalo nesorazmeren, neracionalen strošek. V zvezi s tem naj dodam še naslednje, glede na vaše vprašanje, da pri naših prizadevanjih računamo seveda tudi na to, da se bodo odzvali sami izdajatelji vrednostnih papirjev, ki bi brez nadaljnjega morali biti zainteresirani, da namesto v njihovi delniški strukturi manjšinskih delničarjev tja pridejo upravljavci strani ali Republike Slovenije ali Bog si ga vedi, kaj se še obeta v smislu vseh različnih sprememb in prestrukturiranj iz tega naslova in različnih upravljavcev državnega premoženja, kot smo ga videli v preteklosti, tudi različnih kriterijev, včasih celo nasprotujočih si nastopanj že na samih skupščinah in podobno. Tako da pri tem seveda računamo in ne nazadnje tudi apeliramo na izdajatelje, da si temeljito ogledajo in preučijo samo delniško oporo, kot jo ponuja združenje, in tudi sami ugotovijo, da je to seveda rešitev, ki je z vidika interesov njihovih delničarjev verjetno najprimernejša.
Morda še kakšno vprašanje, prosim. Ja, če lahko, Ilirika je pred kratkim tudi predstavila en produkt za te lastnike škodničnih delnic, pa me zanima, če lahko na kratko pojasnite, kaj so vaše prednosti, se pravi delniška opora proti njihovemu okrajama modra zvezda, če se ne motim. Ja, jaz seveda ne bi želel posebej komentirati drugih konkretnih obstoječih ponudb, ker ste me povprašali, v čem vidim prednost. Ob vsem naštetem, kar je že bilo predstavljeno, je prednost prav gotovo naslednja, da delničar, vsak imetnik ohrani svoje obstoječe vrednostne papirje, kakor so, in vse pravice, ki izhajajo iz njih. Tega pri rešitvah, ki pomenijo združevanje ali pa na podlagi združevanja neko novo delnico, nek nov vrednostni papir, seveda ni. Pri tem se poraja tudi davčni vidik, ker gre za pretežno lastnike iz naslova certifikatov, so te po vseh teh letih seveda oproščeni davka iz naslova prodaje oziroma morebitnih kapitalskih dobičkov. V primeru, ko gre za kakršnekoli menjave in nove vrednostne papirje, jasno vse davčno breme ponovno začne teči od začetka, torej vse tiste davčne stopnje, ki so vezane na ustvarjanje kapitalskih dobičkov. Hkrati pa še enkrat tukaj ne bi želel biti posebej konkreten, ker sem prepričan, da je moč to razbrati z ne posebej poglobljenim branjem, da so v primeru delniške opore, kot jo ponuja združenje, seveda vsi stroški vezani s tem precej bolj racionalni, precej bolj sprejemljivi, sploh ko greste gledati zadevo na daljši rok, kot pa od katerekoli obstoječe ponudbe, ki jih ponujajo borznoposredniške družbe ali banke. Gre za vidike upravljanja, gre za vidike stroškov, ki so včasih lahko celo skriti v posameznih ponudbah, gre za okoliščine, ki se lahko pojavijo potem, ko enkrat seveda imetnik že sprejme pogoje in vstopi v katero od shem, pa je možno seveda same pogoje potem spreminjati. To so vse momenti, na katere seveda mi korektno opozarjamo, ne bi se želel, kot rečeno, opredeljevati do posameznih ponudb. Pri tem pa dovolite, da še enkrat izpostavim seveda dejstvo, da združenje bo tako kot doslej še izdatneje, tudi iz naslova delniške opore, lahko skrbelo za učinkovito, kompetentno skrb iz naslova samih pravic iz imetništva vrednostnih papirjev. Torej, tako udeležbe na skupščinah, glasovanja, morebitni sodni in drugačni postopki, še toliko bolj, ko bi šlo in ko gre za iztisnitve, ko gre za vse možne scenarije vezane na posamezne delniške družbe. Veliko smo videli tega v zadnjem času, tudi pri oblikovanju v družbe z omejeno odgovornostjo in podobno. V vseh teh primerih bo združenje proaktivno skrbelo za zaščito pravic in interesov imetnikov, ki so v delniški opori, kakor je že doslej v tej meri, kot smo lahko iz naslova seveda obstoječega imetništva skrbeli za interese in pravice manjšinskih delničarjev in se bolj osredotočali na pomembnejše primere. Tukaj seveda to dejavnost brez nadaljnjega širimo, pomembno smo jo okrepili tudi z strokovno ekipo, ki je uigrana, in jutri pričnemo z delom in veselimo se sprejemanja vseh klicev in vseh, ki bodo izrazili pripravljenost, da se vključijo v to možnost, za katero iskreno menim, da je najboljše, kar lahko ponudimo. S kakšnim portfeljem pa že zdaj nastopa recimo združenje, kakšen portfelj je trenutno recimo tega nastopa, ocena teh malih delničarjev, ki nastopajo? No, kar se tiče združenja in naših aktivnosti v zadnjih 11 letih od ustanovitve, smo seveda sodelovali preko organiziranih zbiranj pooblastil na številnih skupščinah. Hkrati smo vzpostavili preko 30
delničarskih sporazumov, v sklopu katerih so seveda delničarji ne samo vključeni, ampak zaščiteni v različnih primerih, od sodnih postopkov, pa tudi ob oblikovanju svežnjev delnic in skušanja zagotavljanja čim boljših pogojev izstopa iz družb. Ko me sprašujete o tem, ne nazadnje tudi pri vprašanju razlastitev imetnikov obveznic in delnic slovenskih bank, in pa seveda tudi v primeru samega neposrednega lastništva, vi veste, da je združenje proaktivno pristopilo k temu projektu tudi skozi samo pridobivanje delnic iz naslova opustitvenih računov, torej tega, kar delničarji opuščajo. Mi smo tudi tukaj sistematično in neselektivno pristopili k temu, da dejansko skušamo ustvariti čim boljše pogoje za čim boljše rezultate iz naslova zaščite pravic in interesov, tudi tako z vidika skupščin kot morebitnih postopkov, ki jih s tem v zvezi peljemo sicer, v smislu izstopa, v smislu sodnih postopkov in podobno. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje, ali je še kakšno podvprašanje. Mislim, recimo, če ste rekli, da je teh za milijardo pa pol, recimo, koliko tega po vaši oceni, kar že zdaj zastopate v številkah? V katerem primeru, kar zastopamo? V svojem portfelju. Še nimate, ne, to bo prvi tak. Torej, bom še enkrat skušal biti zelo jasen. Delnice, ki so na registrskem računu pri klirinško-depotni družbi, so seveda v imetništvu trenutno blizu 240 tisoč, v glavnem fizičnih oseb, pravnih je zelo malo ostalo, morda 1000, in iz tega naslova seveda jaz težko ocenim, koliko od teh smo jih kdaj, v katerem od stoterih primerov, kjer je združenje ali vodilo postopke, ali bilo prisotno na skupščinah, že zastopalo. Na to vprašanje ne morem dati eksaktnega odgovora. Ne vem, če sem preslišal, a mora biti tega, se bo podpisal postopno izjavo, a mora biti včlanjeni v vaše združenje in pač članarina? Ne. Vse slovensko združenje malih delničarjev ni nikdar imelo članarine. Mi pravzaprav kot neprofitni zavod formalno članstva niti nimamo, mi zastopamo interese generalno, glede na odločitve strokovnega sveta in pa sveta združenja, pa tudi obravnave strokovnih sodelavcev, hkrati na drugi strani tiste, ki pristopijo v posamezne, bodisi delničarske sporazume, bodisi oddajo pooblastila za posamezne skupščine ali pa tudi v drugih postopkih. Zdaj morate vedeti, da nekateri postopki seveda so tudi takšni, da učinki, ki jih uspemo doseči, lahko veljajo tudi za vse. Tako da s tem v zvezi moram biti seveda zelo natančen pri odgovoru. V združenju nikdar nismo imeli članarine in je tudi v bodoče ne načrtujemo. Še več, po tem ali po podobnih zadevah nikogar ne sprašujemo, praktično vsakdo lahko pokliče, vsakdo lahko zastavi vprašanje in dobi informacijo najbolj strokovno, kot smo jo seveda sposobni dati. Ja, mi smo se trudili to zadevo napisati, kar se da eksaktno in natančno. 9 evrov je seveda tista cena, za katero bo po naših zelo smelih predvidevanjih moč pokriti same stroške, in ta je seveda namenjena vsem tistim, ki imajo portfelj v vrednosti manj kot 1000 evrov. Kot sem že omenil, to je pravzaprav tista skupina, za katero ocenjujemo, da je verjetno edina možnost, da namesto sodnega depozita prenesejo svoje vrednostne papirje v delniško oporo. Torej za njih je strošek 9 evrov, pri tem je vse ostalo, torej in prenos brezplačen, gre pa, želim izpostaviti, seveda za strošek, ki je že za leto 2017, skratka leto 2016 je brezplačno v primeru pristopa. Vse ostalo pa je vezano, torej pol evra
za vsakih dodatnih začetih 200 evrov vrednosti portfelja od 1000 evrov naprej do 10 000 evrov. Torej, za vsakih začetih 200 evrov, 1000 evrov naprej je to 50 centov dodatnih. Pri tem še enkrat želim povedati, da so vse te rešitve vezane na same tarife pri klirinško-depotni družbi oziroma na tiste stroške, ki bodo bremenili iz tega naslova samo delniško oporo oziroma fiduciarni račun oziroma VZMD kot tistega, kateremu bodo v delniško oporo imetniki pristopili v tem primeru. Ja, v bistvu imetnik fiduciarnega računa je pač v tem primeru pač odvetniška pisarna. Aha. In en račun je to? Ja, v bistvu je to en račun, zato so pa pač stroški lahko toliko manjši za same imetnike delnic. Potem je pa na drugi, se pravi, bo pa obstajala evidenca, kjer bo jasno v bistvu, torej, kjer imetnik katerega paketa delnic je posamezna oseba. In te evidence, kakor jaz v bistvu, kot smo dogovorjeni, bo pripravljal tako VZMD. Tako da v bistvu mi bomo samo pač spremljali, kdo je In potem povprečen donos razdelite na število vključenih, kako bojo dobili vsi, ali bo samo odvisno od tega, kako njegove delnice? Ponovno poudarjam, vse pravice, vse delnice imetnika ostanejo imetniku. Delnice ostanejo imetniku in vse pravice iz imetništva ostanejo njemu. Nobenega mešanja med Petrolom in Palomo in 110. možno družbo po presoji tega, kaj je pa kaj ni primerno. Vsakdo ohrani to, kar ima in vse pravice iz tega, kar ima, od dividend do skupščinskih sklepov. Za minimalne stroške, kakor so minimalno možni zaradi samih stroškov klirinško-depotne družbe ali eventualno prenosov in izstopa oziroma prodaje in podobno. Minimalni stroški plus seveda obratni stroški, zopet minimalni obratni stroški združenja in pa seveda obstoja posebnega fiduciarnega računa in vsega tistega, kar je povezano z zagotavljanjem same delniške opore. In padete pod nadzor TVP-ja potem? Vsak, prosim. Mislim, stvar je, kot je že bilo večkrat, fiduciarni račun je pač fiduciarni račun. To ne pomeni, da so te osebe združene zdaj v enega delničarja, ki se mu reče odvetniška pisarna, ampak vsak ostane svoj delničar in ni pravzaprav to ni koncentracija moči pri odvetniški pisarni oziroma pri pač VZMD-ju. Vsak ohrani svoje pravice iz vrednostnega papirja. Gre samo za to, da odvetnik ima možnost fiduciarnega računa, tako kot notar in tako kot vsi ostali, in samo fiduciarni račun, torej ta en račun bo združeval samo pač imaginarno vse imetnike, zato da imajo pač manjše stroške vodenja. In vas vodi samo ta skrb za male delniče, vaša dobrota, v bistvu je to vaša prispevek dobrobiti malih delničarjev. Vseslovensko združenje malih delničarjev je bilo ustanovljeno z jasnim poslanstvom, kakor je opredeljeno tudi v statutu, v ustanovnem aktu in v drugih dokumentih združenja, je naše poslanstvo skrb za zaščito pravic in interesov manjšinskih delničarjev. Tukaj imamo opravka z 240 000 manjšinskimi delničarji, katerih premoženje bo prenešeno na Republiko Slovenijo s 1.1. leta 2017, ukolikor ne bodo šli po poti odpiranja trgovalnih računov, kar pa za večino njih ni racionalno, ni finančno znosno in bo od tega imela dobičke samo finančna industrija oziroma banke in borzno-posredniške družbe, ali pa lahko gredo v delniško oporo pri združenju, kjer bodo ohranili vse pravice oziroma jih celo dodatno še pridobili iz naslova skrbi na samih skupščinah ali morebitnih potrebnih sodnih postopkov in s tem v zvezi so za njih stroški minimalni. Kaj pri tem vodi združenje? To kot v vseh drugih primerih doslej, neprofitni zavod je ustanovljen za to, da skrbi za zaščito pravic in interesov manjšinskih delničarjev. In ko gre za 240 000 državljanov, nas skrbi ignoranca vseh drugih, ki so poklicani za to, ki ne nazadnje razpolagajo s proračunskimi sredstvi ali s kakimi drugimi sistemskimi viri, združenje pač ne. Ne popira članarin,
in nobenemu ne bo pobiralo članarin tudi v bodoče, ne razpolaga z nikakršnimi proračunskimi viri ali prihodki, niti prihodki lokalnih skupnosti. Vse, kar počnemo, počnemo zato, da uspešno zagotavljamo to zaščito manjšinskih delničarjev že 11 let. Z vsem, s čimer se soočamo. In v številnih primerih smo bili uspešni, zaradi tega se včasih seveda soočamo tudi z kakšnimi neprijetnostmi. Mislite pa, da je boljše za male delničarje, da prinesejo to k vam, kot pa recimo, da zamenjajo svoje delnice za delež, ne vem, od teh borzno-posredniških hiš. Mislite, da se je bolj starši? Na to vprašanje sem že odgovoril. Če bodo menjavali delnice, bodo dobili druge delnice. Bodo iz tega naslova vsaj davčno obremenjeni. Kakšni so stroški vodenja postopka ali njihovega morebitnega izstopa iz takšnega aranžmaja, boste seveda glede na razne izračune, ki smo jih imeli tudi prej, lahko ugotovili z hitrim vpogledom v pogoje, ki jih ponuja združenje. Zelo jasni pogoji, 9 evrov za letošnje in za prihodnje leto, za večino teh, ki jih naslavljamo. Mi ne nazadnje niti ne pričakujemo, še manj si pa želimo, da bi kdo to možnost, delniško oporo, ki je namenjena predvsem tem manjšinskim delničarjem, uporabljal ali zlorabljal za to, da bi sam minimiziral stroške, ko gre za velike delničarje, za velike lastnike. Zaradi tega smo seveda vzpostavili tudi takšno lestvico, iz naslova katere so bili prej opravljeni nekateri izračuni, koliko bi to utegnilo hipotetično stati posameznega imetnika. Še enkrat, za vsakega individualno se bo glede na objavljene pogoje, ki bodo od te tiskovne konference naprej javno objavljeni, lahko in se bo z naše strani izračunalo, koliko stroškov je s tem povezanih. Še enkrat, tiste, ki jih naslavljamo, jim želimo omogočiti, da ostanejo delničarji in prepričani smo, da je to v dobro tudi ne samo kapitalskega trga, pač pa Republike Slovenije in naše skupnosti nasploh. Zato smo se trudili na vseh ravneh iskati ustrezno rešitev in jo danes z veseljem ponujamo.